Lepo pozdravljeni vsi na razglasitvi literarnega natečaja Ali govoriš e-mojščino 2020. Z vami sva Nina Medved in pa Tonja Jelen. Pa da dam še tebi besedo, Tonja. Ja, lepo pozdravljeni na tej razglasitvi, na svetovni dan knjige, ne, kako pomenljivo ravno danes, da bova razglasili 2/3 žirije najboljše oziroma najboljšega prevajalca. Tako, tretji delček letošnje komisije je sestavljala Petra Kolmančič, vodja programa Slovenskih dnevov knjige, ki pa v tem trenutku že pripravlja v bistvu večerne in pa jutrišnje vsebine. Tako da danes sva tukaj midve, no, s Tonjo. Poteka že 5. leto, se pravi vse od leta 2016, pripravlja Mladinski kulturni center Maribor ta natečaj. Tonja, ti pa si zdaj že kar nekaj let zraven, ne? Ja, 3. leto poteka, tako da je to zanimivo, ne, katere pesmi prihajajo, kakšna številka postaja vedno večja, ne, samih prijav, samih pesmi, tako da je kar zanimivo izbirati najboljše oziroma najboljšega. Ja, začeli smo nekako leta 2016, čeprav takrat so mi razložili, da so v bistvu že dlje časa na MKC-ju razmišljali o podobnem natečaju, ampak nekako to je ena od tistih idej, ki jih imaš v mislih in potem rabiš nekaj časa, preden jo izvedeš, ampak prva izvedba takrat se mi je zdela kar uspešna. Dobili smo veliko prijav, tudi pozitivne spodbude in hej, zdaj smo že 5 let kasneje in natečaj živi. In če se ne motim, je vsako leto na natečaj do sedaj prispelo tako nekaj 10 prevodov iz e-mojščine. Letos je to 32 pesmi od 33 različnih avtoric in avtorjev. Namreč ena izmed poslanih pesmi je bila namreč ustvarjena v paru, kar se mi zdi še posebej zanimivo. Ja, v bistvu samo ustvarjanje v bistvu nima meja, ne, in tudi v bistvu ni bilo pravilo, ali zdaj pesem sestavi ena oseba, prevede ena oseba ali jih bo več. Ja, res, tukaj v bistvu te omejitve ni, ne, čeprav doslej mislim, da ni bilo precej pogosto, da bi se to dogajalo. Ja. Pa še ena reč, ki se je zgodila letos, ki je vsaj mene osebno presenetila, je, da smo imeli razmeroma mlade prijavitelje, namreč najmlajši prevajalci so bili stari tam 10 do 12 let, najstarejši pa potem nekako do tistega skrajnega roba, ki ga omejuje natečaj, se pravi proti 30. letu. To je precejšen razpon, ne? Ja, in tudi potem mogoče je sama interpretacija njihovih prevodov, ne, lahko drugačna, tudi kasneje bomo videli, ne, to starost 3 najboljših, kakšen razpon je, ne, in tudi kakšne tematike oziroma, bom rekla, tudi problematike vpeljujejo v svoje prevode, ne. Vseeno se mi zdi, da emotikoni neki odsev časa, odsev interpretacije določenega emodžija, kako nekdo to interpretira. Se mi zdi, da je to tudi povezano z leti, čeprav je mogoče to nekoliko stereotipna ocena, ampak tukaj se je izkazalo, no. Res je, mogoče kar pokaževa letošnjo pesem? Ja. Sekundo. Tako. Upam, da se vidi. Ne, bom še enkrat nastavila, da bo zagotovo ta pesem. Tako, zdaj pa mislim, da ne bi smelo biti težav.
Se pravi, to je letošnja emoji pesem napisana v emojščini. Govorila si, da se ti zdi, da omogoča različne problematike oziroma, upesnjevanje različnih tem. Ja, zdelo se mi je zanimivo, ne, torej tudi pri, sami izbiri besed, kaj določen emoji pomeni, ne. Če vidite na sami sredini, je lahko torej to lisica, volk, nekako polovica prevajalk je omenila torej lisico, nekatere volka. In v bistvu tudi potem sam potek pesmi, ne, kot vidite, tudi samo težišče pesmi odločalo o izpeljavi pesmi, kaj je bilo glede na samo izbiro, ne, pesmi. Tudi recimo, če vidimo tole sestavljanko, mene je zelo na začetku presenetila, pesem, ki je govorila, o, bom rekla, kar slavni sestavljanki znamenite, tovarne, sestavljank, v bistvu torej tudi otroških didaktičnih iger, ne bova delali reklame, Nina, ne. In je v bistvu govorila torej tudi o tem, da, mladi še zmeraj v bistvu se zanimajo za, fizični stik z neko družabno igro ali pa z neko prostočasno dejavnostjo, ne, tako da bi, te polemike, ki se dotikajo tega, kako živimo, ali pa kako mlajši tudi živijo, v nekih virtualnih igrah, virtualnih svetovih, nekoliko sprejela z zadržkom. Res je. Mene je v bistvu zelo presenetilo, v katere se smeri so se podali mladi, v svojih pesmih. Vse od, recimo, kako so v teh simbolih, ki jih vidimo zdaj pred sabo, nekako našli, oprijeme za svoje misli in čustva o ljubezenskih tegobah, o bivanjskih vprašanjih. Nekateri so recimo te simbole, kot praviš, jemali zelo dobesedno, spet drugi so jih, razprli v bolj abstraktne pomene, povezovali na različne načine. Ja, ravno to je, ne, zanimivo, kako v bistvu, narediti emoji prevod v pesem, da jo tudi spelješ, kompleksno, ne, torej tako zelo eksaktno ali pa zgolj na neki vizualni ravni, ampak v neki res, ali zdaj gre to za neko bivanjsko, stisko ali pa tudi upor, ne, ne zgolj, resignirano, podobo, oziroma pač resignirano občutenje, ampak torej tudi ta boj, upor, ne, ki ga je bilo čutiti, tudi družbena kritika, je bila prisotna, ne, v samih pesmih. Res je. Ampak, kot na vsakem natečaju smo tudi me morale nekako narediti tisti najprej ožji izbor, za katerega se mogoče sliši, kot da je to ta lažji del ali pa težji del odločitve, ne vem. In potem seveda najožji izbor. In, čeprav smo si bile kar enotne v tem, v tej skupinici imen, ne, pa se mi zdi, da vseeno ni bila povsem preprosta odločitev letos, ne? Ja, meni se zdi, da je bilo izbrati najboljšo pesem, prevodno pesem, težko, ne, ker pač sama poezija ni izmerljiva, čeprav lahko iščeš besedo za besedo, če si pač na neki način pikolovski, bi lahko mogoče šel tudi kakšen sklon vejico iskat, ampak meni se tu to ne zdi tako zelo pomembno, bilo mi je pomembno to, kako te pesem nagovori, kako pesem na neki način iz tega prevoda naredi neko kompleksno, rešitev, kako je pesnik oziroma pesnica, prevajalka iskal možnosti, ne, ker, pesem je ponujala ogromno stvari in na koncu v bistvu, ko smo tako nekako pretehtale, nismo
v samem pogovoru, ki smo ga imeli, nismo bile tako zelo prepričane, kaj bi bilo lahko najboljše, ne, in so kar omahovale, kaj bi bilo. Ampak to bova prihranili vse za na konec, ne. Mislim, da je dobro, če bi šli najprej na same avtorje, Ja. 3 peresno deteljico. Tako, ja, dajva pokazati 3 peresno deteljico letošnjega natečaja. Prvi med njimi, Tom Weber. Ja. Kaj vemo o Tomu, Tonja? Ja, Tom Weber je v bistvu dokaj znan, tako se mi zdi na mariborski sceni kot ljubljanski sceni. Rojen je leta 1995 v Mariboru. In bom rekla, da je kljub svoji mladosti zelo angažiran, zelo produktiven, deluje kot pesnik, performer in vizualni umetnik. Mariborska literarna družba mu je lansko leto izdala njegov pesniški prvenec Točka preloma. Bil je opažen, torej tako pri bralstvu kot torej tudi pri literarnih kritičarkah. Leta 2018 je na pesniški olimpijadi v Dravogradu osvojil prvo mesto. Leta 2019, torej lani, ne, ni tako dolgo nazaj, pa je torej bil tudi finalist pesniškega turnirja, ki poteka tudi v Mariboru. Še za zanimivost, njegove pesmi so prevajane v veliko jezikov. Če samo naredim en krajši takšen povzetek, berejo ga na Hrvaškem, berejo ga v Avstriji, berejo ga pa tudi v Afriki. To je torej Tom Weber. Odlično. Okej. Ja. Potem pa mogoče kar predamo besedo njegovi pesmi. Ja. Vklopimo. Za sodišče števil. Pride dan, ko postaviš noge na zemljo, sesedeš se sam vase, iz žepa streseš puzle, take, ki jih je včasih nosil stric iz Avstrije, ponošene knjige, ki želijo v druge roke, v druge nahrbtnike. Pred tvojimi očmi se nebo oblači v nove odtenke odhajanja. Gore so tiho. Poslušaš predanje lakote, ko taleč se čez dolino spominov na odprto morje, kamor naplavlja drobne kocke luči. Veš, da nisi svoboden. Volkovi tulijo globoko v noč, ko se dotikaš. Udrihaš po človeku, ki ti je tako tuj. V sobi so slike, na njih so igralski heroji iz otroštva. Prosim, ne sprašuj me, če bi danes rajal levo ali desno, naprej ali nazaj. Ne vem. Števa do 4, zmeraj števa do 4, ko so najine veke suhe in težke, ko počasi zdrsneva v nič. Tako, to je bila prva letošnja finalistka med pesmimi. Upam, da so z nami tudi kakšni ljubitelji Tomove poezije. Če je tako, dajte se oglasiti v klepetu v živo, ki je zraven YouTube posnetka, da vidimo, da ste z nami. Sicer pa lahko sporočite tudi kakšna spodbudna sporočila ali pa izpišete kakšne verze, ki so vam bili še posebej všeč. Nič, Tonja, midva pa greva naprej, ne? Ja. In tu je že Eva Šket. Eva Šket. Eva je bila lepo presenečenje.
Vsaj zame, ker je pred tem natečajem v bistvu še nisem poznala njenega ustvarjanja. Zdaj pa odkrivam vedno več razlogov, zakaj v bistvu moram Evi od zdaj naprej kar dobro slediti. Ja, Eva je stara 17 let in obiskuje gimnazijo Celje Center. Je trenutno dijakinja 2. I razreda in sicer obiskuje umetniško gimnazijo likovno smer. Tako da ustvarjanje in umetnost sta zgleda tista glavna pot, po kateri se Eva trenutno podaja. Ampak njeni talenti so zelo širokega značaja, namreč ne piše samo poezije, piše tudi zgodbe, občasno besedila tudi likovno opremlja, se udejstvuje na različne načine v vizualnem polju. Poleg tega pa je tudi filmarka, če uporabim ta izraz, oziroma ustvarja tako scenarije kot režira filme. Svoje filme, pesmi, slike prijavlja na različne umetniške natečaje za mlade in kolikor berem iz njene biografije, je pravzaprav vse bolj uspešna na vseh področjih, na katerih se udejstvuje. Ni samo poezija tista, kjer prejema očitno lepo priznanje za svoje delo. Je pa bila zelo vesela, ko sem jo obvestila, da je v ožjem izboru letošnjega natečaja, prav tako pa tudi njena mentorica, ki z njo se mi zdi, kar deli lepe občutke ob tem imenovanju, no. In lepo je videti, da na drugi strani to tudi mladim nekaj pomeni, ne, da dobijo priznanje za svoje ustvarjanje. ja, pa se mi zdi, da nekako, kot si mi omenila, ne, da sodelujeta z mentorico, ne, si se mi tudi v mislih prikradla ti, ne, tudi v bistvu ti si bila ena izmed tistih, ki ima še posebne lepe spomine na mentorsko sodelovanje. Hočem izpostaviti, kako pomembni so nekateri mentorji, mentorice, ne, za dijake, dijakinje, da jih usmerjajo in spodbujajo na njihovi poti, ker gre za v bistvu zelo talentirano najstnico. Tako, res je. In vedno se mi zdi, da je fajn imeti nekoga na svoji strani. Če je to tvoj mentor, če so to tvoji bralci, gledalci, obiskovalci tvojih prireditev, s čimerkoli se že ustvarjaš, se mi zdi, da je boljši občutek, če veš, da je nekdo s tabo. Tako da upam, da nas v bistvu danes gledajo tudi kakšni sošolci od Eve, sošolci, profesorji, in lep pozdrav v Celje, no, skratka. In Gorico pri Slivnici. Tako, ja, od koder v bistvu Eva prihaja, ne, naš prav. Od koder Eva prihaja, ja. Okej, je nič, predstavimo kar počasi njen nastop, ne? Tako. Tako. Čemu se jeziš, ogoljufani najstnik? Si sit učenja irelevantnih piscev, irelevantnih knjig? Si utrujen od konstantnega sestavljanja karakterja, iz dneva v dan, skozi rožnate travnike in črna brezna? Si ljubosumen ob pogledu na nekoga, ki premika gore in prinaša svetu svetlobo za vsakim dežjem? Si naveličan poslušanja latinščine med 4 zidovi kockaste učilnice, ki ne prepušča krikov? Primanjkuje ti kisika, nagon pa te poganja svobodi v naročje. Kakor divja lisica želiš občutiti moč narave, se potikati po skrivnostnih gozdovih in spoznavati nove jame, potoke in preplezati skale. Si jezen, ker so ti prepisali napačno vlogo? Ti živiš v potencialni prihodnosti, priklenjen na naprave, telefone in tekanje brez glave skozi črna brezna. Ustavi se, čeprav te je strah, da se boš pogreznil. Vzemi skiro in odrini na pot, čeprav polno razpoti, ki sekajo tvoje želje in se nadaljujejo po svojem tiru. Kdo ti je rekel, da moraš samo eni slediti? 2 si postavi za cilj, kmalu pa boš dodal 3. in ugotovil, da imaš voljo še za 4.
Če te 4 zidovi kockaste učilnice ne zadovoljijo, si ustvari nove. Posadi svoj travnik rož, premikaj sebi primerne gore. Zadovoljni so tisti, ki se po svoji volji ravnajo in sledijo srcu, ostale pa pot vodi naravnost v črno brezno. Ja. Zanimiva pesem, ne? Zanimiv prevod. Ja, res. In tukaj je še tretji finalist, Matic Ačko. Ja. Matic Ačko ni v bistvu neznanec, ne? Ne. Rodil se je leta 1991 v Mariboru. Tukaj lahko vidimo, kakšen razpon je v letnici te zmagovalne trojice. In Matic Ačko je potem obiskoval drugo gimnazijo, kjer se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral. Magistrski študij je opravil na Fakulteti za strojništvo in istega leta, ko je torej opravil magisterij, je odprl tudi svoje podjetje, kjer deluje predvsem kot samostojni oblikovalec in fotograf. Ampak Matic Ačko v bistvu ni samo likovni ustvarjalec, ni samo pesnik, je tudi glasbenik, je tudi plesalec in je član Slam zverin in v bistvu pokriva veliko področij same umetnosti in zelo dobro skrbi za to živo življenje, dogajanje na kulturnem področju v Mariboru in tudi širše, če malce pogledam tudi izven Maribora, ne. Tako da, če tu nekako potegnem vzporednice, zelo nadarjeni mladi so se letos prijavili in tale trojica govori o teh wunderkindih, ki se ne ukvarjajo zgolj na primer samo z literaturo, ampak so res na vseh področjih, ne, angažirani. Ja, res, letos je izbor pokazal, da mlade zanimajo različne oblike ustvarjanja in da se ne ustrašijo izziva. Pogledamo mogoče še Matičev nastop, pa da Tako. vidimo, kaj zna. Ja. Kaj je napisal, kako je prevedel? Tako. Bes je integralna sestavina tega narativa. Vendar sam vidiš ven. Sonce vzhaja tudi brez ubijanja. Gore so, tudi brez dokapitalizacije. V Tokiu in v Parizu po noči slišiš iste sunke vetra in veš, da izdihuje umirajoči led. Svoboda je še zastonj v naših ustih, a si svoboden le še na selfiju, sredi neke poimenovane, označene divjine, ko za hip ni drugih hipsterjev. Tečeš le še za imidž, premikaš se le še na elektriko. Inverzija smiselnega elegantno diskreditira vse dokazljivo, logično, otipljivo. Številke te matrike migotajo v nenehnem spreminjanju in para zadovoljni postajamo v praznini cinizma, ki jo je pustila smrt naivnosti. Tako, to je bil še tretji nastop. Ja. Zdaj pa mislim, da se ne smeva več obirati.
Ker Ne. če nas spremljajo Matičevi prijatelji, Tomovi prijatelji, Evini prijatelji, verjamem, da jim So nestrpni. dolgujeva eno glavno informacijo dneva. Ja, mislim, da ste tudi sami tisti, ki ste v tej trojici nestrpni, kdo je najboljši, najboljša. Ja, mi tri smo imeli težko nalogo, ne. Do 6 je ta anketa optimalno pokazala, da smo si še nekako enotne, ne, in da sledijo lahko objektivne ocene, ampak na koncu se v bistvu za poezijo za zmagovalca težko odloči. Ampak najprej bom povedala, kdo je tretja, to je Eva Šket. Eva, čestitke. Ja, čestitke, iskreno. Tvoja sicer nenaslovljena pesem si je res zaslužila to mesto. Ja, sedaj pa prvo oziroma drugo mesto. To je bila težka naloga, težka debata, ne? Res. Ampak na koncu smo se odločili, da sta lahko zmagovalca, torej 2. In to sta, ker v bistvu lahko povežemo eno pesem z analognim sistemom, s sestavljankami, je ta prva zmagovalka, ki si deli še eno zmagovalno mesto, pesem Korespondenca sodih števil, torej Toma Webra. In druga zmagovalna pesem, ki si torej prav tako deli prvo mesto, je Matičeva pesem Matica Ačka, torej Story Cubes, zaradi tega, ker v bistvu spominja na ta digitalni svet. Pesem integralne sestavine. Obema čestitam, oba sta si zaslužila. Ja, res, zmago. res. V tem se nedvomno vse tri strinjamo, da gre za izjemno dodelani pesmi in smo preprosto vesele, no? Ja, zelo. Da sta jo prijavila na natečaj. Jaz bi najprej torej prebrala še utemeljitvi nas treh. Najprej torej utemeljitev za pesem, kot sem jo torej tudi najprej imenovala, pesem Toma Webra. Prevod pesmi iz zamojščine, ki jo je avtor naslovil Korespondenca sodih števil. Naslov je izjemno domislen, izviren in sodoben, je dodelana, suverena pesem, vseh 17 emotikonov, digitalnih piktogramov, ki so sestavljali predloženo pesem, je avtor vešče in tekoče ter jezikovno nenasilno vključil v nastali pesniški prevod. Korespondenca sodih števil je razpoloženjska, izpovedna pesem, prežeta z melanholijo. V pesmi motivno najmočneje vznikajo nostalgične podobe iz otroštva, sestavljanke, ki jih je stric otroku prinašal iz Avstrije, slika na steni v sobi z motivom igral, dolina spominov, prisotne pa so podobe, ki jih priklicujejo mračnejša razpoloženja, na primer oblačno nebo, novi odtenki odhajanja, predenje, lakote, volkovi, ki tulijo udrihanje. Iz tretjeosebnega upovedovanja se v zadnji tretjini pesmi premakne v prvoosebni način, pri tem pa avtor izpelje zanimiv preobrat. Od izrazito snovnih podob, ki so prisotne v začetnem, daljšem delu prevoda pesmi, do izrazite nesnovne podobe, s katero se pesem torej sam zaključi. Torej, to je utemeljitev pesmi Toma Webra. Sedaj pa utemeljitev pesmi za Matica Ačka. Pesem integralne sestavine že z naslovom namigujejo na povsem avtomatičen, mehanski sistem življenja. Prvi vers angažirano namiguje na upor, ki ga pesniški jaz stopnjuje vse do konca pesmi. Bes, ki se poraja, je tako pozitivno gonilo, ki kaže na več problematik, in to so družbena kritika, ekološka problematika, globalizem, ki se ironično prične z vetrom, ki povsod piha z enakim zvokom. Potem zasvojenost,
predvsem z lastno izpostavljenostjo na družbenih družabnih omrežjih in površinskost, ki je bolj ali manj edino vodilo, za katerega živi današnji posameznik, posameznica. Avtor nas z rabo besed vodi v potujitev, ki pesmi ne daje nobene dvoumnosti. Od posameznika, družbe do vsega sveta smo zapadli v čipirance, čipiranke, ki z vodljivostjo in otopelostjo brez prave, samo navidezne svobode prehajamo na resno točko, ki ima opraviti z bivanjskim vprašanjem. Kako naprej in kako dolgo še tako, na tak način? Avtor je na podlagi emojijev odlično uporabil vse možnosti in jih ni poenostavil, temveč prevedel v kompleksno pesem, ki pravzaprav sovpada z današnjim časom, in to je pod navednicami kriza vrednot, ki naj bi jo živeli. To sta bili utemeljitvi zmagovalnih pesmi. Še enkrat vse iskrene čestitke vsem avtorjem, tako tistim, ki ste se odločili prevzeti ta izziv in se prijaviti na natečaj, kot 3 finalistom in zmagovalcema natečaja Maticu Ačku in Tomu Webru. Hvala za vso to poezijo, hvala za vse te ideje, ki jih mladi prinašate. V veliko veselje in čast nam je bilo v bistvu brati vaše delo. Prihaja pa v prihodnjih dnevih, se pravi jutri in po soboto, še nekaj predfestivalskih produkcij Festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru, katerega del je tudi ta natečaj. Tako da v bistvu ob tej priložnosti vabim, da se vključite še v ostale dogodke. Prihaja še virtualni pesniški turnir, na katerem bo med drugim nastopala tudi Tonja Jelen, moja sožirantka na tem natečaju, pa tudi 11 drugih krasnih pesnic in pesnikov. Če vas zanimajo tovrstne vsebine, vsekakor bo to dogodek tega meseca. Na voljo je tudi še spletni knjižni sejem z ugodnimi ponudbami knjig, številne literarne objave avtorjev iz držav z Balkana, se pravi iz Srbije, Hrvaške, pa da se ne ustavim tukaj. Pripravili smo tudi virtualno razstavo oblečenih knjig dijakov Srednje šole za oblikovanje iz Maribora. Skratka, cel kup nekih knjižnih vsebin. Ne vem, Tonja, ti si se že udeležila katerega drugega dogodka ali še čakaš na nocoj, ko pripravljaš bralni klub? Spletni knjižni sejem je bil eden izmed tistih, ki sem se ga že udeležila, pa potem pogovora z Andrejem Izkubicem, ki je potekal v ponedeljek. Tako da jaz se navajam na to novo virtualno druženje, ki pa v bistvu ima tudi svoje zanimive plati, kako se v bistvu spopasti s nekoliko počasnim internetom ali pa kaj takega, ne. Ampak ja, tudi zelo zanimivo, ne, in živahno dogajanje je lahko tudi preko spleta. Res je. Morda se tukaj posloviva, da se pravzaprav preseliva iz te videokonference v tisto, v kateri bo potekal tvoj bralni klub na temo Fusnot Andreja Barvarja. Z drugimi poslušalci, gledalci te razglasitve pa se srečamo na katerem od omenjenih dogodkov. Vse lepo v imenu organizatorjev natečaja in se vidimo na spletu. Tako. Nasvidenje. Adijo! Ja.